Škrljah je moj današnji gost, nadvse zanimiva oseba, ki ima nenavadne naloge, nenavadne izzive tudi v življenju. Nam se zdijo vsaj nenavadni, zanj verjetno že nekaj povsem samoumevnega. Govorili bomo o eksorcizmu, o izganjanju hudiča kot takšnega in v moji družbi Marjan Vetrnik. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala lepa za povabilo. Z veseljem, hvaležni smo, glede na to, koliko stvari imate, da ste se odločili, da sploh pridete na tale pogovor z mano. Zdaj za začetek me zanima, kako postaneš eksorcist. Verjetno potrebuješ neka ali potrdila, ali kako gre dejansko ta stvar. Najprej moraš biti duhovnik, verjetno, ne? Tako je. Samo tu je klepet v kavi, ne? Ja. Kje imate pa kavo? Dobre ste me, evo. Vam bomo zrihtali, prav? Tudi kavo. Prav, hvala. Torej, da postaneš eksorcist, je pogoj končana teološka fakulteta. Dobro. Potem posvečenec duhovnik. Potem pa mora škof tisti biti, ki te pač določi ali izbere ali namoči, karkoli že hočemo, da upravljaš to službo, kar pa ne enostavno. No, jaz, ko sem bil še kaplan, se pravi, se prva leta svoje službe, so me te mejne zadeve zelo zanimale, ne. In sem se to potem posebej študiral, se ukvarjal s tem, veliko bral, ker tega na faksu ni bilo veliko, ne. Bolje manj samo omenjeno, da bi pa se posebej to študirali, pa nismo. Jaz sem potem sam osebno veliko študiral, hodil na razne seminarije v tujino, v glavnem Italijo, Francijo, Nemčijo. In tam sem potem to odkril. Potem je pred mano bil en drug eksorcist, ki me je potem, ko je vedel, da se to zanima, me začel vabiti na ta svoje srečanja, bi rekel takrat, ko je imel delo z raznimi pacienti. In tako me je to še vedno bolj vleklo not, pa sem preko njega prišel tudi na ta srečanja, ko imamo mi vsako leto, oziroma vsako drugo leto svetovno srečanje eksorcistov. Sem potem tam not prišel, čeprav tam not ne moreš, nisi eksorcist, ampak on me je prijavil kot pomočnika, takrat si lahko potem prišel. In tako sem prišel v te vode in ko je potem ta eksorcist bolel, pa se postaral, ni več moral te službe opravljati, je potem škof začel mene gnjaviti, da bi jaz to prevzel. In takrat sem rekel, da ne. In potem me je gnjavil, po enem letu sem pa potem pristal na to. Torej vas je namočil. Tako nekako, ja. Pa mi ni žal, ker je to zelo zanimiva služba, pa marsikaj lepega doživiš. Okej, govorimo o izganjanju hudiča, pa ste rekli, da marsikaj lepega doživiš. Bi rekla, to boste še kaj razložili. Ampak predpostavljam, da moraš biti izjemno močna osebnost, da te čustva ne smejo ali zapeljati ali karkoli, ker verjetno vaši pacienti, jim rečete? Lahko, ja. Doživljajo največjo grozo v življenju takrat, kadar vi pridete na pomoč in vi morate ostati, povsem trezne glave verjetno takrat. Normalno, pa tukaj da ni toliko moč, o kateri vi govorite, ampak je bolj vera, zaupanje, da je Jezus tisti, ki izganja, nisem jaz sem samo en bogi. Človek, grešen in slaboten, tisti, ki izganja Jezus Kristus. Imeti to vero, da je on tisti, ki bo tega človeka rešil, če bo ta človek seveda hotel. Koliko vas je eksorcistov v Sloveniji? Trenutno 2, 3, 4, 5. 5, okej. Koliko primerjev imate recimo letno, da se ljudje obrnejo na vas? Ja, to, da je podatkov za druge nimam. Ne, za sebe. Za sebe morda je, tu treba da ločiti, je veliko ljudi, ki me po telefonu pokličajo, pa se da včasih zadeva po telefonu rešiti. Resno? Tudi, ja. Potem je veliko ljudi, ki me kontaktirajo preko maila, potem skušam odgovoriti in če se ne da tako rešiti, potem morajo priti do mene. Pa je pa veliko tudi teh, ki pa potem pridejo osebno do mene. Kaj se ljudem dogaja doma, da pomislijo na to, da bi jim lahko pomagal eksorcist? Ja, to pa je vse mogoče, kar si lahko zmislite. Primer, recimo, kaj? Primer, recimo ima kakšne nočne more, ima kakšne strahove, potem se pojavijo recimo razni... Ampak tukaj se jaz že kar najdem. Ja, vse lahko pridete do mene, ni problem. Okej, v redu. Potem so recimo pojavi, ki se pojavijo v prostoru ali kakšni glasovi.
slišijo, ali kakšne korake, ali kako ječanje, ali kakšne krike, ali pa kakšen jok. In potem en nemir. Potem, če so to ljudje, ki so verni, naprimer ne more iti v obhajilo, ali ne more biti v cerkvi, ne more biti v nazočnosti, ki izpostavljajo najsvetejše in tako dalje. Okay. Mogoče imamo ljudje malo napačno predstavo iz kakšnih grozljivk, kako to dejansko izgleda. Ali lahko gre tudi tako zelo daleč v smislu, da ima nek človek, ne vem, da je spremenjen izgled, da se kar pojavljajo določene zadeve na telesu fizično, da ima kar neke paranormalne sposobnosti človek, ki je obseden, ali pa da ima drugačen govor, pa take stvari. To sem vse doživel. Tako da to za mene ni nič nenavadnega. Tako da filmi tisti, recimo, The Exorcist ali pa Emily Rose ali pa Obred so kar dokaj realni. Okay. Ja. To je realno? Ja, seveda, niso to pravljice. Okay. A je možno, da vam ne uspe? To ni moja zadeva. Aha. Jaz vsakemu pacientu, ki pridem, rečem, glej, 5% od mene odvisno, jaz ti bom pokazal, povedal, bi rekel, recept, kako za to rešiti, od tebe pa je 95% odvisno, kaj boš ti naredil. Ne? Če se vi zbolite, pa greste zdravniku, vam predpiše zdravila, jih ne je zdravnik, ne jih morate vi jesti. Okay. In od tega, koliko boste vi ga obogali, poslušali, bo tudi potem odvisno vaše zdravljenje. Ne? Podobno je tudi tukaj. A mora biti človek veren, da mu lahko potem pomaga eksorcist, če je treba? Ja, najboljše je, če je. Ne, ker tukaj pri egzorcizmu je predvsem bistveno zakramen sprave ali izpovedi. Potem, da človek spremeni svoje življenje, da začne drugače živeti, da prejema zakramente, se pravi, to je kot obhajilo, sveta maša mu je lahko velika pomoč, potem molitev. In če tega ni, potem bo težko kaj lahko spremenil. Pa se bo, ali Jezus ne bo mogel spremeniti njegovem življenju, ali ga rešiti, ali osvoboditi, če je potrebno. A vas je že kdaj kdo, recimo v tem izganjanju, v tem procesu, je nevarnost tudi fizična, recimo, da bi vas kdo kaj poškodoval ali pa kaj takega? Ja, tudi je, to se je že dogajalo. Ampak mora biti vedno zraven potem ljudje, ki tega človeka držijo, ali čas potrebno tudi zvezati, kakorkoli. Ojoj. Ok, tale trenutek imamo na telefonski liniji tudi Anito Rehar, katero smo tudi povprašali. Ona sicer ni vključena v takem smislu, kakor ste vi, torej ni eksorcistka, se pa vendarle ljudje obračajo na njo z različnimi nenavadnimi dogajanji in tudi sama je pokomentirala tole izganjanje hudiča, me zanima, kaj bo povedala. Anita, lep pozdrav. Hudič se dejansko ne naseli v človeka, temveč ga obsede. Aha. To pomeni, da pride in gre. Zelo podobna relacija je z demoni, s tem, da demoni so nižje energije od hudiča. Demon je bolj zlovešč, se pravi, reagira tako, da obsede dušo z razmišljanjem, z znem razmišljanjem. Hudič pa bolj straši vse skupaj. Ni to popolnoma enaka zadeva, kljub temu, da dejansko pa izvira iz frekvenc, ki so v tej temni liniji zelo podobne. Izganjanje hudiča je dejansko malo drugače kot pa čiščenje demona. Aha. Hvala. Z samim izganjanjem hudiča se bolj ko ne ukvarjajo eksorcisti, s čiščenjem demona se pa tudi ukvarjajo malo močnejši, energijski, bom rekla, ljudje, ki čistijo od urokov do takih zadev, recimo tudi jaz čistim demonske energije, tako da ni to, je podobno, ni pa čisto isto. Hvala, Anita, za tole. Torej, povedala je, da hudič ne da naseli človeka, ampak da ga obsede. Kako vi... Ne, to je malo drugače, treba pojasniti. Zdaj, vsi ljudje, ki pridejo k meni, niso obsedeni, Ja. ampak so lahko samo pod vplivom zla.
zaradi določenih stvari, ker je recimo 5 takih vstopnih mest, kjer lahko hudič vstopi in začne delati probleme. Ne? In potem se na osnovi tistega lahko vidi, kako daleč je to njegovo delovanje, ali gre samo za vpliv, ali gre za kakšne motnje, ali gre za obsedenost, ali pa celo za posedenost. Obsedenost in posedenost, kakaj Sta to? razlika. Ja. Obsedenost je eno stanje človeka, kjer hudič človeka na nek način ga usmerja, ga vodi, mu sugerira. Pri posedenosti je pa tako daleč že, da ga prav on tisti, ki popolnoma vodi njegovo življenje, ki se je ta človek navaden tudi predal njemu, ne, da usmerja potem njegovo življenje. Jaz se opravičujem za naslednjo vprašanje, ziher bo neumno, ampak vendarle. A je možno, da je nekdo obseden oziroma kakorkoli sva rekla že, s hudičem pa je na neki zelo vodilni poziciji, kjer dejansko ima zelo, zelo veliko vpliva, zelo, zelo veliko moč? Ja, to je možno, ja, seveda. Recimo pri prostozidarjih, potem, ki so velikokrat v raznih političnih funkcijah, je včasih tudi delovanje zla zelo očitno. A pa če pogledamo naš parlament, tam mislim, da je precej hudiča. Bi vas rabili? Bi rabili, treba enega tam zaposliti. A bi sprejeli tako službo? Zakaj pa ne? Ok, odlično. To pa morate javiti, če vas bodo poklicali, absolutno. Mi tale trenutek preverimo aktualne dogodke in potem nadaljujeva pogovor s tem nenavadno iskrivim, nagajivim in srčnim eksorcistom. 23. novembra vabljeni na prav poseben dogodek, na izkustveno predavanje Anite Rehar, ki bo govorila o dušah, njihovem izvoru ter drugih bitjih, ki so prisotni v našem življenju na energijskih ravneh, tudi angelih in ostalih. 25. novembra vabljeni na delavnico naravne kozmetike, kjer si boste lahko kar nekaj izdelkov izdelali sami in se jih naučili izdelati morda za prihajajoče praznike kot darilce za druge. 26. novembra tisti, ki nosijo očala, zagotovo ne bodo zamudili delavnice z Marijo Ano Kolman. Pokazala bo vaje za boljše videnje brez očal in tehniko odpiranja tretjega očesa. Vabljeni! 28. novembra vabimo na izlet v dolino piramid v Bosno. Gre za terapevtski izlet, veliko časa bomo preživeli v tunelih, kjer je konstantna temperatura in tudi veliko bolj mirno v tem času. Preverite, če je kakšno mesto še prosto na klepetobkavi.si. Sicer pa veselimo se potovanj z vami. Eksorcist je danes v moji družbi, izganjalec hudiča. Ne vem, če ste videli tale posnetek enega gospodiča, ki je govoril o metalnem festivalu, da tam častijo Satana in imamo pravzaprav tudi tole izjavo, dajmo si jo pogledati. Vsi, popolnoma vsi, kateri so tam, častijo Satana, dajo čaščenju Satana svojo čast. Zato so označeni po Svetem pismu kot zveri. Ja, skratka, da tisti, ki poslušajo to vrsto glasbe, da so obsedeni in vse te zadeve. Je to lahko povezano z glasbo na kakršenkoli način? Delno je res, ampak ni treba, da so glasbo demonizirati. Ne. Je pa glasba, v kateri recimo, ko prav častijo Satana, se mu izročajo, priporočajo dalje. In tak, recimo, sem že imel take ljudi, ki so bili prav obsedeni preko te glasbe, ki so jo poslušali. Ne. Tako da to je možno. Wow, ok. Treba imeti pamet v roki, pa vedeti, kaj poslušam, pa koga poslušam. Ne. Ja. Dobro. A ste se kdaj znašli v situaciji, vas verjetno ne sme biti strah, ko to počnete? Morate imeti polno vero.
Začetka me je bilo, ko nisem še bil v tem notri, ne. Potem pa počasi s časom pa se tega osvobodiš in Pa obstaja možnost, recimo, da, ne vem, da bi kaj prešlo na vas ali pa na katerega koli od drugih, ki so zbrani zraven. Ali pa da bi katera entiteta oziroma da bi ta hudič vam sledil, pa pol, ne vem. To je možno, ja. Zato prvič sam moraš biti globoko veren, pa zavedati se, s čim kaj delaš, kaj počneš. Drugič pa imeti zaupanje, da je Jezus tisti, ki osvobaja, ki rešuje. In pa pri egzorcizmu ne more biti nekdo tam iz radovednosti. Jaz sem imel cel kup klicev že raznih televizij, da bi to oni snemali, da bi bili zraven pa tako dalje, ampak to ni možno. Ne. No, jaz nimam te želje. Absolutno nimam te želje. Torej, lahko bi se zgodilo, ali pa, ne vem, da bi mogoče kaj sabo pripeljali ali pa kakorkoli, da bi to na kogarkoli druga šli. Kako na vas gledajo ljudje, ki so vaši prijatelji? Se vas bojijo zaradi tega ali pač ima tako službo? Kako vas sprejema okolica? Jaz mislim, da se me nihče ne boji. Ne? Ne. Hodijo lepo hmaši? Hodijo. Pa mislim, da še bi morali potem bolj hoditi, ne? Če vedo, s čim se ukvarjam, da bi mogel biti tu še bolj izziv za njih. Ja, ne bi bilo. Ja. A torej se ne bojite hudiča? Ne, zakaj bi se ga bal? Bog je revež pred Jezusom, ne? On samo trepeta in je ves pojokan in ne vem, kako bi še rekel, ne? Ko Jezus začne delovati proti njemu, tako da. A se uporabljajo... Je pa problem, da recimo nekdo, ki pa ni veren, ki pa se bo tega norčeval, karkoli je pa tam pa lahko hudič potem moč, ne? A se uporabljajo pri eksorcizmu kakšni posebni pripomočki ali pa ne vem karkoli taga, ki vam pomaga pri procesu izganjanja? Ja, uporablja se blagoslovljena voda, uporablja se obrednik, neka posebna molitev za osvobajanje, potem pa križ. Kako nastane ta blagoslovljena voda v tem smislu? Kako to pripravite? Lahko si ljudje sami doma naredijo blagoslovljeno vodo, da malo molijo nad njo ali pa kaj? Ne, to ne gre tako. Zato je potrebno, da si duhovnik, ne. In kot duhovnik imaš tudi dolžnost in pravico, da blagoslavljaš ljudi, tudi razne predmete in tudi vodo. To je posebna molitev, ki se zmoli nad vodo in potem jo blagosloviš. In to je to. Pomeni klicanje Svetega Duha na to vodo, ne. A se je že kdaj zgodilo, da dejansko nekdo, ki je obseden ali pa karkoli, da sploh ne more več funkcionirati v vsakdanjem življenju, pa da ga domači potem pripeljajo oziroma da domači pokličejo za pomoč, ker ni več funkcionalen? Ja, so taki primeri. Spomnim se eno punco, ko so pripeljali, sploh hoditi ni mogla, sploh ni mogla govoriti. In po 3 urah molitve egzorcizma je popolnoma normalno funkcionirala, začela komunicirati, tudi začela hoditi in tako dalje. Je pa nekako 5 litrov vode blagoslovljene je spila, 3 litre je zbruhala, je neke vrste čiščenje. Vstopno mesto, kjer je hudič vstopil, pa je bilo njeno življenje, ne, živela v bistvu kot, bi lahko rekel, kot na prostitutka, je imela cel kup ljudi za sabo, ne, moških. To lahko vpliva pol? A seveda. Naše grešno življenje je najbolj pogostejši vzrok za obsedenost. Recimo k meni prihaja največ žena, ki so abortirale, ne. Ki so imele splav in tam pride potem do velikih motenj. Lahko pride celo tudi do neke vrste oblike obsedenosti ali pa vpliva ali motenj, ki jih imajo potem lahko celo življenje, če se tega ne osvobodijo, ne. In v tem primeru je pač najboljše potem ena spoved, da pravi ena dobra spoved, tega spove, potem priporočam kakšno mašo za te splavljene otroke in pa potem molim molitev osvobajanja, včasih tudi molitev egzorcizma in je potem navadno se ta negativni vpliv prekine.
Jaz recimo nisem vpisana v to vero, ampak vendarle molim in rada zahajam na te točke, kjer so postavljene cerkve in podobno. To še vse glih lahko, ne? Ali kako se gleda na to? To lahko, ampak ni pa nekega efekta. To je ravno tako, kakor če bi jaz šel v restauracijo, pa šel skozi, pa malo pogledal, kaj ljudje jedo, pa pije, pa bi šel ven. Se pravi, zato, ker sem se izpisala, zdaj sem fertik tlele, nimam podpore. Ne, nisem še končal. In bom šel ven potem lačen, žejen, pa še morda jezen, pa razočaran. Če sem pa jaz tam usedel, pa bom si naročil, kaj si želim, pa bom tisto spil ali pojedel, pa bom zadovoljen. Hočem to povedati. Meni ni dovolj, da jaz grem samo cerkev pa pogledam, pa vidim, ampak jaz moram prisostvovati recimo pri Evharistiji ali maši, kjer mi Jezus prihaja nasproti kot kruh. In ko jaz sprejmem obhajilo, zato so potem pogoji, se pravi, da sem brez greha ali vsaj nimam večjega greha, da sprejmem Jezusa, ki postane kot del mene, kot kruh življenja, ki mi daje moč, da jaz lahko živim potem kot kristjan. In potem bom seveda postajal lahko drugačen. Drugače se pa jaz sam mučim, pa borim, ker samo odrešenja ni, ampak je Jezus tisti, ki me je odrešil. Ne moram se jaz sam odrešiti, pa reči, da sem pa jaz se osvobodil. Tako da molitev, karkoli vi delate, lahko vam pomaga, ampak ni to tista polnost. Vi greste skozi restauracijo, ampak greste ženi pa lačni domov. Hvala za vse odgovore. Prosim.